Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. En lep dober dan vsem skupaj na tem današnjem dogodku. Organizatorji vsi številni smo zelo veseli, da smo se obrali tako lepem številu. Pobuda za to sveto mašo je prišla po konferenci, ki smo jo imeli, mednarodni konferenci, ki smo jo imeli v Novi Gorici. Civilna iniciativa TBH jo organizirala in po konferenci smo začutili priložnost ob 80-letnici konca svetovne vojne. Sveto leto je letošnje in pa tudi Evropska prestolnica kulture. In če hočemo res delati na trajnem miru in trajnem spoštovanju, moramo govoriti o dejstvih, ki so se zgodili in ne samo tiste stvari, ki so nam všeč. In dejstvo je, da je pač, kakor bo gospod Renato Podberšič, doktor, potem po sveti maši tudi obrazložil, se je tukaj prve dni maja dogajalo marsikaj in Evropska prestolnica kulture mora povedati tudi to, kar nam je manj všeč, in gotovo je to dejstvo, ker se je tukaj dogajalo in je zelo poseglo v odnose tako v slovenski narod, kakor tudi v odnose med obema narodoma. Toliko za uvod. Jaz se zahvaljujem gospodu Bogdanu Vidmarju za sveto mašo in številnim duhovnikom, ki so se odzvali vabilu. In kakor sem rekel uvodoma tudi vam, da ste tako lepo podprli današnjo spomensko slovesnost, se pravi po sveti maši bo tudi kulturni program, tako da ste vsi povabljeni še na po sveti maši, da prisostvujete programu. Hvala. Da bo naša daritev Bogu prijetna, na začetku svete maše priznajmo in obžalujmo naše grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospodu, smili se,
Vsemogočni Bog, ti si življenje umrljivih in večna sreča svetih. Prosimo te za tvoje služabnike, ki so bili na tem mestu in drugih breznih Trnovskega gozda in na drugih mestih na Goriškem umorjeni. Sprejmi jih v svoje kraljestvo ljubezni in miru. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. Priljubi. Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem. Ljubezen ni v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe. Preljubi. Če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna. Potem spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas. Dal nam je od svojega duha in mi smo ga gledali in pričujemo, da je Oče poslal Sina za odrešenika sveta. Kdor priznava, da je Jezus Božji sin, ostaja Bog v njem in on v Bogu. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas in verujemo vanjo. Bog je ljubezen in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Gospodova dobrota traja vekomaj. Gospodova dobrota traja vekomaj. Slavi moja duša Gospoda, njegovo sveto ime naj slavi vse moje bitje. Slavi moja duša Gospoda, ne pozabi nobenega njegovega dejanja. Gospodova dobrota traja vekomaj. On odpušča vso tvojo krivdo, ozdravlja vse tvoje bolezni. On iz jame rešuje tvoje življenje, te krona z dobroto in usmiljenjem. Gospodova dobrota. Vsa Gospodova dela so pravična, zatiranim deli pravico. Mojzesu je dal spoznati svoja pota, Izraelovim sinovom svoja dela. Gospod je milostljiv in usmiljen, počasen za jezo in bogat z dobroto. Z nami ne ravna po naših grehih, ne vrača nam po naši krivdi. Gospodova dobrota traja vekomaj. Gospod z vami In s tvojim duhom. iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus pregovoril in rekel: Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim in razodel malim. Da, Oče, kaj ti tako ti je bilo všeč. Vsem je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina razen Očeta in nihče ne pozna Očeta razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene,
ker sem krotak in v srcu ponižen. In našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Vsem lep pozdrav, tudi vsem duhovnikom prisotnim, podžupanu, gospodu Antonu Hareju, ki je bil tudi pobudnik za pokop po vojni nasilno umorjenih, brezpravno umorjenih in še vedno ne pokopanih po drugi svetovni vojni zaradi komunističnih zločinov. Smo v mesecu juniju, ki je v katoliški cerkvi tradicionalno posvečen Jezusovemu srcu. Jezusovo srce je bilo na veliki petek prebodeno, stotnega je prebodel sulico in je pritekla kri in voda in od tam nam z te desne Kristusove strani nam pritekajo vse milosti, zakramenti odrešenja in prihajamo na ta kraj mučeništva s to prošnjo, da Jezus ozdravi naša srca, da ozdravi naša telesa, pa tudi našo notranjost. Smo po prazniku Binkošti, ko so apostoli dobili pogum, da so začeli oznanjati evangelij in pričevati za Jezusov nauk. In pred praznikom, na predvečer Svete Trojice, ki je Bog, je ljubezen. In zato smo se zbrali, da bi se upodobili po Sveti Trojici, da bi Sveta Trojica prebivala v nas, da bi iz sebe pregnali vsako sovraštvo, jezo, žalost, nasilje in mržnjo, ki se morda kdaj skriva v nas. Smo povabljeni v to šolo ljubezni. Velikokrat pomislim na komunistično revolucijo ali pa tudi na druge nasilne revolucije, koliko pravzaprav truda je bilo v to vloženega. Revolucionarji so morali trdo delati. Pobiti 900 ljudi, to, če si zamislimo, ni mačji kašelj. Treba te ljudi prijeti, jih aretirati, potem jih odpeljati na primeren kraj za umor, jih umoriti, potem prikriti te zločine in jih prikrivati 80 let. Koliko energije in truda je vloženega v revolucije in kakšen elan, kakšna strast je v teh revolucionarjih. In jaz mislim, da je ena velika napaka tistih, ki se s tem ne strinjamo, da pa nimamo v sebi tega revolucionarnega duha. In jaz razmišljam, da bi morali govoriti tudi o krščanski revoluciji, o revoluciji ljubezni. Ta ni nasilna, vendar pa se upira tudi za ceno življenja, za ceno izgube službe, za ceno raznih žrtev, se upira nasilju, manipulacijam, sovraštvu, propagandi sovraštva, ki danes deluje s polno paro, kajti marksistična revolucija se nadaljuje v novi izvedbi. In tudi danes revolucionarji vlagajo ogromno energije v to, da bi zastrupili narod, da bi uničili družino, da bi uničili cerkev, da bi uničili našo družbo, da bi spodkopali nacionalno pripadnost. Ogromno truda. In kaj delamo mi?
Kako to, če v nas ni? Sveta Trojica, to je moč. Bog je moč, je ljubezen, bi lahko rekli tudi energija. In če v nas ni te vibracije, če v nas ni te energije, pomeni, da smo daleč od Boga, da se nas zavzemamo za Božjo ljubezen na tem svetu. Seveda pa ta krščanska revolucija, če jo tako imenujemo, je naporna, je zahtevna. Zakaj? Zato, ker vsi smo ranjeni. Če pomislimo samo na naše družine. Mama me ni imela rada tako, kot bi me morala imeti. Me je imela rada, ampak nekatere otroke imajo mame rade na permisiven način, bi vse zanje dale, jih ne vzgajajo zares, jih pokvarijo. Nekateri starši svoje otroke samo kregajo, žalijo, zmerjajo, ti otroci ne dobijo doma v družini ljubezni in še bi lahko naštevali. In to potem človek nosi s seboj celo življenje te rane. In podobno, dobimo rane tudi v šoli, v naših medsebojnih odnosih. In pri tem smo podvrženi eni izkušnjavi, da samo kritiziramo in dobimo grešne kozle. Starši so krivi, mama je kriva, oče je kriv, ker ni imel časa za družino, ker je imel druge bogove, druge ljubice in tako naprej. Ni nujno ženske, lahko tudi kakšne biznise in tako naprej. Ni imel časa za družino, za otroke, očetje, kje ste, matere, kje ste. In potem so krivi učitelji v šoli, potem so krivi komunisti, ki so pobijali po vojni, potem je kriva cerkev. Vedno iščemo krivce. Četudi je ta kritika upravičena in resnična, je v življenju malo premalo. Na tem ne moremo graditi. To ni krščanska revolucija. To je ravno nasprotje krščanske revolucije. Ker pogrevamo stare zamere, ker grdo govorimo o drugih, ker so vedno drugi krivi. Kje je rešitev? Rešitev je, da priznamo svoje rane, da Jezusu pokažemo, kje smo ranjeni, kaj nas boli. In da prosimo za poveličanje teh ran, za ozdravljenje teh ran. Ravno iz Kristusove strani je pritekla kri in voda. Tudi iz naših ran lahko pritečejo milosti po Božji dobroti. Če Jezus te rane ozdravi. Če rečemo, jaz bom pa zdaj ravnal drugače, kot je ravnal moj oče, kot je ravnala moja mama, kot so delali komunisti po vojni. In tudi molimo za njihovo odpuščanje. 5 stvari sem, 5 razlogov, zakaj smo tukaj, lahko navedemo. Prvi razlog je veselje. Tako slišim, da vse veste, kako se širijo govorice po Novi Gorici, da Toni, Anton Harej in Vidmar samo pogrebata stare zadeve, žalost se širi, samo o smrti razmišljamo. Dajmo imeti malo veselice, dajmo malo piknikov, malo tega, malo bolj veselo. To je propaganda, ki danes poteka po Novi Gorici. Ampak jaz trdim, da tukaj je največje veselje. Zakaj? Zato, ker mi se veselimo, da imamo v nebesih priprošnike, naše brate in sestre. To je cela armada, ki prosi za nas. In ima neizmerno večjo moč, kot so imeli, ko so živeli na tem svetu. Ali se mi Bogu za to zahvaljujemo? Smo za tega veseli. In prepričan sem, upam, da so tudi tisti rablji, ki niso ravno veliko krivi. Veliko bolj so krivi naročniki. Pa nekateri nočejo priznati, da so bili naročniki.
Se govori, da Tito, ki je napisan na Sabotinu, on ni vedel za te poboje, ne? On je bil neveden. Jaz upam, da tudi ti ljudje so dobili milost dobrega razbojnika in v zadnjem trenutku življenja se pokesali in prepustimo sodbo Bogu. In če so v vicah ali pa v nebesih že, potem tudi oni želijo, da mi pokopljemo mrtve in da narod doseže spravo. Tudi oni. Drugi razlog je molitev za tiste, ki so bili rablji in naročniki. Tretji razlog in naša dolžnost, da smo tukaj in veselje, da smo tukaj, je molitev za aktualne državne voditelje, da uresničijo pokop mrtvih. Kajti pred Bogom bodo dajali odgovor za to. Četrti razlog je molitev za spravo v našem narodu. Danes lahko govorimo, se ponovno, ta delitev je ponovno ogromna. Imamo dve Sloveniji, imamo najmanj dve Evropi, imamo najmanj dve Ameriki. Dva načina pogled, kako urediti svet, ki sta diametralno nasprotna. In tudi v Ameriki grozi državljanska vojna. Da ne govorimo, kako nevarna je vojna na Bližnjem vzhodu. In če smo razdeljeni, če smo ločeni eno od drugega, potem smo mrtvi, potem ne živimo v sveti trojici, v nas ni ljubezni. Bog je ljubezen. Ampak Bog ne daj, da bi se mi izolirali, da mi ne bi iskali poti. Če nas drugi izolirajo, v redu. Sprejmemo. Pač ne moreš nekoga prisiliti v spravo. Sprava je ali pa ni. Odvisno od obeh strani. Medtem ko pokop mrtvih je pa civilizacijska dolžnost. In potem peti razlog je, da molimo za mir na svetu, kajti smo na robu svetovne vojne, ki bo jedrska. Lahko jedrska in pomeni lahko tudi veliko katastrofo, ki jo v zgodovini človeštva še ni bilo. Pa pred Bogom tudi to se lahko zgodi. To ne ogrozi Božje ljubezni in Božje dobrote. Če ne molimo za teh 5 namenov, v nas ne more biti Božjega miru. V nas ne more biti Božje ljubezni. Ne more biti, nismo svobodni, smo sužni. Smo tudi mi žrtve revolucije, ker ne moremo izstopiti iz te situacije. Na koncu bi samo rekel, da splača se hoditi po Jezusovi poti, splača se biti krščanski revolucionar, splača se goreti za uresničitev Kristusovega nauka na tem svetu. In splača si prizadevati za svobodo. Ne bodimo sužni. Pojdimo v obljubljeno deželo. Pa če bomo hodili 40 let, 100 let ali pa 1000 let. Vse to ni važno. Važno, da smo na poti krščanskega dozorevanja, na izhodu iz sovraštva, da v nas je hvaležnost za vse, kar lahko naredimo dobrega. Nismo mi tisti, ki delamo dobro, ampak Božja moč je, ki deluje v nas. Bogu za vse hvala tudi za današnji dan, da smemo tukaj biti povezani z vsemi, ki so tukaj umrli. Prosimo sedaj Gospoda. Za vse med vojno in po vojni pomorjene tukaj na našem goriškem, istrskem in drugem slovenskem ozemlju, Gospod, sprejmi jih po teh hudih preizkušnjah in grozni smrti svoja večna bivališča. Prosimo te, usliši nas. Za vse svojce,
ki trpijo, so trpeli in bodo še trpeli zaradi svojih pokojnih pomorjenih, Gospod daj jim moči, da bodo ta križ, ki je težak, podoben tvojemu, nosili pogumno in s pokončno hrbtenico. Prosimo, da usliši nas. Za vse, ki so bili soudeleženi pri teh pobojih po svobodi, pred svobodo leta 1945, Gospod, rajnim, ki so to počeli, bodi usmiljen in daj večni pokoj, živim pa odpri srce in vest, da bodo delali za spravo med narodom. Prosimo, da usliši nas. Za vse kristjane, da bi nikoli ne opustili dela za spravo med lastnimi narodi, kjerkoli je vojno stanje, trpljenje, preizkušnje, preganjanje. Gospod, daj nam vztrajnosti, ki je tvoja vztrajnost. Prosimo, da usliši nas. Za vse voditelje narodov, posebno našega naroda, da bi spravo spokojnimi pobitimi postavili na odlično mesto, ki mu pripada v našem življenju in bi s tem tudi delali za našo narodno spravo. Prosimo, da usliši nas. Številne izrečene in še številnejše neizrečene prošnje, ki jih nosimo v svojem srcu, usliši vsemogočni Bog, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Človeških rok ne postane kruh življenja. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Naj sprejme Gospoda Rejove svoj krov, vala in čas svojemu imenu, blagoslov nam in vseh svojih svetih cerkvi. O Bog, naši rajni bratje in sestre počivajo v Kristusu. Sprejmi to daritev, da bodo po njej rešeni vezi smrti in prejeli večno življenje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom višku srca, imamo in pri Gospodu. zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. On sam je sprejel smrt, da bi nihče večno ne umrl. On sam je hotel umreti, da bi mi vsi s teboj večno živeli. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli slavimo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah,
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana inšala. Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, vseh tu in na Goriškem in na Primorskem pomorjenih in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo tako le moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja.
vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. Podajmo si roke, da želimo delati za svojo svobodo, za svobodo vseh ljudi, za mir na svetu. Mir s teboj. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Kristusovo telo. Kristusovo telo. Molimo. Dobri oče, obhajali smo skrbnosti našega odrešenja. Ta sakrament naj nam pomaga k zveličanju, našim ranjenim pa podeli odpuščanje grehov in večni mir. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Tebe, Boga, hvalimo.
spoštovane gospe in gospodje, spoštovane Goričanke in Goričani, spoštovani vsi dobre volje, spoštovani tolminski rojaki, tudi sorodniki mladoletnega 17-letnega Cirila iz Poljubinja, ki je bil vržen v Brezno pod Gomila, prišel ranjen iz Brezna, se zatekel Grgar, odpeljali so ga v Tolmin in ga potem v Tolminu še enkrat ubili. Umorili do konca nekje pod Kozlovim robom. Torej, tudi njega se spominjamo pri tem Breznu, čeprav je bil pobit v Podgomili. Zakaj smo se zbrali danes na tem mestu? Hvala najprej gospodu Bogdanu Vidmarju za darovano mašo, vsem duhovnikom, ki ste se nam pridružili, vsem tistim, ki nam ni vseeno za narodov spomin. Glejte, v teh dneh pred 80 leti, pa še kakšen dan nazaj, so se tukaj dogajale hude stvari. Ko v našem narodovem spominu omenjamo fojbe, jame, morišča, lepšega v navednicah primerka, kot je Brezno Zalesnika, kjer smo zdaj, ga ne boste našli. Tudi priznavajo tisti, ki niso neposredno udeleženi v teh opisovanjih oziroma raziskovanjih. Torej, zbrali smo se, da počastimo spomin na vse ubite. Kdorkoli leži v tej jami, je, bi rekel, naš rojak. Je žrtev izvensodnih umorov. To niso bile nobene justifikacije, nobenega niso sodili ali pa ne vemo, da bi koga sodili, so jih umorili v tistih kaotičnih dneh ob in po koncu druge svetovne vojne. Torej, treba je v začetku poudariti in verjetno bom na koncu še enkrat poudaril. Ni šlo za etnično čiščenje. Tukaj ležijo Italijani, ležijo Fulani, ležijo Slovenci, ležijo Nemci, morda kakšen Hrvat, vsekakor najverjetneje tudi 2 goriška Juda, vsaj 2, ki sta preživela drugo svetovno vojno in sta končala v tej jami. To se da lepo dokazati z dokumenti, tako da tukaj me lahko tudi citirate, če želite. Kar se pa tiče storilcev, tudi na strani storilcev najdemo Slovence, najdemo Hrvate, najdemo Italijane in najdemo Fulane. Vsaj 30% žrtev v teh jamah je ne Italijanov in ne Fulanov. Torej, šlo je za tako imenovano razredno čiščenje, šlo je za poravnavanje računov, šlo je za osebne koristi. Široka paleta žrtev se je znašla v teh jamah in tudi storilcev na drugi strani. Zdaj, da obnovimo na hitro, kaj se je dogajalo in kdaj se je dogajalo, ob koncu druge svetovne vojne, 2. maja, po vnaprej pripravljenih spiskih, ki so nastajali na Dolenjskem v bazi 24, to je na Cemičan, so prišli na domove Goričanov in okoličanov, jih odpeljali z domov, med drugim pa 8. majem, takrat so se dogajale največje aretacije v Gorici in okolici. Posamezne aretacije se dogajajo tja do 20. maja 1945. Prve žrtve so bili pa zajeti tolminski domobranci, ki se iz postojank v Kobaredu, Tolminu, Anhovem, Grahovem, Soči in Kanalu umikajo čez Soško dolino. Zadnje dni aprila jih zajamejo okoli Mrzleka, okoli Gargarja, okoli Solkana, jih zaslišujejo in po 6. maju peljejo v morišča najprej blizu mesta, torej najprej blizu Gargarja. Začeli so polniti od spodaj navzgor. Tam so grobišča Podgomila pa Joščevo Brezno, tam so tolminski domobranci, tudi kakšni civilisti iz Gorice. Potem počasi so začeli pa iti proti Trnovsko-Banjški planoti. Namreč, ko so čistili, to je eufemizem, ko so umorili ljudi ob koncu druge svetovne vojne, so uporabljali 4 načine. Eden najbolj za tako imenovani odmetavanje oziroma pokop žrtev. Eden najbolj emblematičnih je tukaj spodaj pod nami, to so naravna kraška brezna. In kje jih je največ? Tukaj na Trnovsko-Banjški planoti. Torej, vozili so jih, ki smo začeli so drugega aretirati, po 6. pobijajo domobrance, po 8. maju pobijajo druge, tudi civiliste in največ umorov se dogaja med 8. in 20. majem. Posamečni se dogajajo pa do začetka junija. 12. junija, kot vemo, jugoslovanske oblasti oziroma tudi partizanske oblasti zapustijo Gorico in Trst in odpeljejo svoje aretirane, ki jih še niso pobili s sabo v Idrijo, pa v Ajdovščino, pa v Ljubljano in jih potem ali izpustijo ali jih pobijajo v drugih predelih Slovenije ali Primorske. Zdaj, koliko ljudi je pobitih, v tem času zagotovo vemo 950 na Goriškem z imeni in priimki. Široka paleta od Italijanov, Fulanov, Slovencev, kakšnega Hrvata, Nemca in vsaj 5 Judov, 2 verjetno sta tukaj.
najverjetneje. In gre za široko paleto od civilistov, državnih nameščencev, torej uslužbencev, policistov, rezervnih policistov, vojakov, bivših vojakov, gasilcev in tako naprej. Torej, v tem breznu je odvrženih 120 ljudi, približno 120 ljudi. Globoko je dobrih 130 metrov, to so jamarji dokazali, rajši kakšen meter več kot 130. Pripeljali so jih s kamioni v tistih zgodnjemajskih dneh, na cesti jih razložili, kamion je zapeljal iz ceste, priče povejo, da so govorili različne goriške deželne jezike, to pomeni italijanščino, furlanščino in slovenščino, in jih zmetali oziroma ustrelili po sovjetskem sistemu, kot v drugih krajih Slovenije in ne samo Slovenije, ustrelili v tilnik in potem jih vrgli v to brezno za lesnika, približno 120. Imamo pričevanja, nekateri so prosili, nekateri so jokali, nekateri so se vdali v usodo. Bilo je to brezno pozabljeno, dolga desetletja. Potem pa pred 35 leti je nastopila najprej demokratizacija, potem osamosvojitev in tudi v novogoriški občini je bila ustanovljena komisija za raziskovanje vprašanj prikritih grobišč. Eno prvih grobišč, ki je bilo označeno že pred več kot 30 leti, je prav to brezno za lesnika. Na našem teritoriju so označena 4 brezna za lesnika, Podgomila pri Grgarju, potem Joščevo brezno pri Grgarju in tukaj malo naprej na levo je brezno Cvetreš pri Voglarjih. Vsega skupaj tukaj leži nekaj 100 ljudi, no, točnega števila ne bomo verjetno nikoli izvedli. Komisija za vprašanje raziskovanja prikritih grobišč Vlade Republike Slovenije je začela z raziskovanjem, označbo in ta zvon zadaj to dokazuje že pred več kot 20 leti. 2013 so iz posameznih brezen izkopali nekaj trupel, iz tega točneje 30 trupel, jih peljali na Dombravo pri Mariboru, kjer so pokopane tudi žrtve iz Hude jame in jih tam položili k večnemu počitku. Tako da od 120 v tem breznu jih je 30 bilo iznešenih in prepeljanih v Maribor na Tezno, kjer ležijo v grobnici po vojni pobitih. Zdaj se retorično lahko vprašamo, kaj ima Maribor skupnega z Goriško oziroma z goriškim podeželjem. Torej, izvajale so to enote jugoslovanske vojske oziroma obrambnega ministrstva, če tako rečemo, OZNA, Narodna zaščita, posamezne partizanske enote, ki so bile takrat že v razpuščanju in priključenju k jugoslovanski vojski, izvajali so po spiskih. Rekel sem, da na spisku je bilo 18 000 Slovencev, tudi Goričani in Tržačani na tem spisku. Spiski so se napisali med vojno. Depeša je bila, da je treba čistiti na odnosu do fašizma, to pomeni do vsakega, ki se ne strinja z novim sistemom. Razglasimo za fašista pravzaprav in ga potem imamo pravico ubiti. Pravico seveda v navednicah. Ni šlo za to, in to je bilo posebej poudarjeno, depeša, ko je prišla 30. aprila popoldne, depeša številka 99 v Trst, k šefu partije v Trstu, Borisu Krajgerju, da je treba čistiti po odnosu do fašizma in ne po nacionalni osnovi. Torej, da razumemo, kaj se je tukaj dogajalo. Potem, če gledamo vse skupaj, to niso 4 brezna, ki bi bila edina brezna. Moje ocene in ne samo moje ocene so, da tukaj na Trnovsko-Banjški planoti je še nekaj 10 takih brezen, ki vsebujejo človeške ostanke neposvečenih krajev. Včasih so obstajali spiski na policijskih postajah, ker je imela ljudska milica to vse zabeleženo. Razen občini Ilirska Bistrica so ti spiski po demokratizaciji Slovenije čudežno izginili in tudi na Goriškem. Tako da čakamo, morda bo prišel čas, ko se bo tudi te ljudi plemenitno, krščansko, človeško počastilo. Verjamem, da med njimi je tudi kakšen zločinec. Ljudje niso bili sojeni, velja načelo nedolžnosti in veliko med njimi je bilo tudi žensk, torej ljudi, ki dejansko ne samo, da jim niso dokazovali krivde in tudi niso poskušali dokazovati krivde, so pač končali v jamah, nekateri krivi, nekateri velika večina nedolžnih, ker pač so bili po nasprotju s pričakovanji novega režima. Še danes, če greste v jesenskih dneh tukaj naprej skozi te gozdove, boste videli ob poteh kakšno napis grobišče.
in kakšno svečo, ki leži sredi teh gozdov prižgana, še vedno vztrajno, kljub 80 letom po koncu vojne, ljudje hodijo in se spominjajo svojih žrtev. V tem Breznu vemo, da so v glavnem tudi nameščenci in nameščenke z goriške občine, torej bi rekli občinski birokrati, tudi del goriških policistov, kot sem omenil, 2 goriška juda vsaj, ki sta vojno preživela, in pa tudi najverjetneje poveljnik primorskih domobrancev oziroma Slovenskega narodnega varnostnega zbora, general Kokalj, najverjetneje v tem. Torej, hvala vsem, ki ste se zbrali, hvala vsem, ki nas podpirate, tako in drugače, hvala tistim, ki nam mečete polena pod noge, tudi to nam da dodatno moč. In pa gremo naprej, raziskovali bomo naprej, danes dosti več vemo, kot smo vedeli včasih. Od zadnje konference, ki jo je kolega podžupan Harij omenjal, ki je bila v začetku aprila, in to je bila prva mednarodna konferenca, kjer smo enakovredno spregovorili slovenski in italijanski zgodovinarji o odprtih temah v medsebojni spoštljivi komunikaciji in ob simultanem prevajanju, se je zgodilo nekaj zanimivega. Če se je prej dolga desetletja zapisniki komisije občinske, ki je dala tudi, bomo rekli, prve raziskave in poskrbela za ureditev tega grobišča, ki je lepo urejeno, moramo priznati, če so ti zapiski veljali za izgubljene, so se v tem času 2 mesecev čudežno našli. Tako da hvala še enkrat vsem, ki ste prišli, in lep dan, oziroma se prepustimo kulturnemu programu, ki sledi maši, in da smo povedali sploh, zakaj smo se tukaj zbrali. Spoštovani, prisluhnimo besedam spomina in opomina. Prosimo, da med branjem ne ploskajte. Hvala. Tine Debeljak, velika črna maša za pobite Slovence. Kapelica v gozdu, odlomek. Mati slovenska, ko pride naš kresni večer in hoste zaliv bo nove lune soj, šli bomo tudi mi grobove iskat. Vzeli bomo praprotnih semen seboj, da nam pokažejo na skriti zaklad. Prepadov naših nedognane skrivnosti, pod grmovji trohneče ostanke v kosti vojščakov, pobitih na gozdni poti, v grapah, melinah, za vaškimi ploti, v kraških jamah, kjer kosti in pere pivka, na savskih prodih, kjer drobi jih pesek mivka, tehrski okolici, ki je res plemenita, vsa naša žlahtnost je tam pobita. V kočevskih gozdovih so v igračo medvedom, o seme, odkrij jih, da jih vrnemo k dedom. Poišči jih po slovenski tržaški obali, kot v školjke pljuska morje človeške piščali, v dolenjskih vinogradih leže kosti strte, seme, odkrij te zveste stražnike trte. V Trnovskem gozdu, v Grgarju so volčje kotanje, s praprotnim semenom spustimo sevanje in v dno Krimski jami, Draveljskemu usadu, Prevaljskim rovom, vodnjakom v Dravogradu,
zagorskemu šahtu, bele kosti so v gorki črni med skladi premoga. O seme, obrni vsak kamen v teh jamah, preišči pobočja, kjer zemljo objemajo trhla naročja naših veljakov, vojščakov, talcev, skrivačev, pobitih od sovražnikov in domačih rokovnjačev. Tudi teh, ki so v boj šli za pravdo staro, pa so dali življenje za veliko prevaro. Zdaj, z odprtimi očmi strmel spoznanje, da za lažno svobodo šli so v klanje. France Balantič, pomladna slutnja. Ko izpije bregovi luč in mir zahrpenijo veje, mi groza, zranjeno glavo ob njenih zrn v srce naseje. In pred pomladni želji prst poljubljam, v sanje potopljeno, in žen iščem sveti kav, z življenjem mladim prepojeno. Oj, grudo je obklenil mraz, med prsti kepe se drobe. Zakričal bi, kakor blazen, a sinje ustnice molče. France Balantič, tkanina, revna sem. Tkanina, revna sem, raztrgan prt, pokapan z voskom umirajočih zvezd, ki padajo od tvojih mis v šelest polnočnih ur in se solzečih trt. Položi me čez mrzli prag svetišča, da vsaj oddaleč slutil bom želje, ki tvoje dobro polnijo srce. Razgrni me prek svojega dvorišča. Naj čez me k tebi hodijo ljudje, naj mi obraz oskrunijo noge, ubogih mojih bratov, noge gnojne. In ko mi bodo sanje spet spokojne, ne splaši v mojem vrtu zlatih ptic, ki spale bodo v ognju perotnic. France Balantič, žalostinka. Kje je tisti čas, ko sem bil pramenolast poet, ko sem nosil v rožnih ustih cvet in je kot cekin zvenel moj glas. Vse preširne dni sem prepel na pašnikih ljubezni, metal kamne v igri neoprezni, vsak tolmun sem sanjavih oči. V pirnicah oblakov ležal tih sem, ljubil me je dež. Sen je bil svilen, ko mlada rž in lahak kot sule siromakov. Bil doma, doma sem, gruda, težka kakor zlata ruda, hlebec, dar očetovega truda. Oh, želje, ki vsako noč jih pasem. Kje je tisti čas? Zdaj obup mi kruh življenja reže, kri tujina v svoje čaše streže, kmalu, kmalu bom kot prazen klas. In bom onemel, ko me udrči dni, ki še ostanejo, hlodi mrzlih trupel zmanejo, kdo iveri bo sežgal v pepel. Saj ne bo sestrice, da bi v ruti nesla jih na žale, ne bo materinih ustnic, da spoznale bi kot sol domače mesovnice. In ne bo očeta, ne bo mene, da bi sad rodil, joj, moj Bog, da sem tako grešil, da je v meni smrt rodu spočeta.
Karl Mauser, Ljudje pod bičem. V vseh stvareh je ostalo nekaj starega, česar ni mogoče spremeniti, ne z novimi ljudmi, ne z novimi zastori na oknih. Ostalo je v mrtvih stvareh, kakor odtisih pradavnih bitij v kamnu. V prsti na njivah so ostale stopinje tistih, ki jih ni več. V zraku so ostale besede tistih, ki so nekoč govorili in zdaj molče. V grobovih so ostali pogledi tistih, ki zdaj ne gledajo več. Vse je nepremično vtisnjeno v kamnito preteklost. In prav to je, kar je dela lepo in čudovito. Nič je ne more spremeniti, preteklosti, nobena beseda na papirju, nobeno laganje in nobena hvala. Vse je vtisnjeno v zemljo. Vse je vtisnjeno v zemljo in kdor bo hotel pogledati vanjo, bo vedel, kje se pričenja in konča resnica. Kje se pričenja in konča resnica. Nekoč bodo kopali v to zemeljsko nedrje in bodo prinašali na dan, kar prinašajo zdaj iz gotskih in keltskih grobišč. Rjave kosti, povezane z rjavo žico, ki bo že razpadla. Morda bo poleg kosti še aluminijasta svetinica, drobne jagode rožnega venca bodo preveč razsute v ilovici. Ne bodo jih našli. Zgodovinar bo sedel ob izkopaninah in pisal knjigo o njihovi dobi. Rainer Maria Rilke, Večer. Večer že oblačila zamenjuje, za robom drevja zvajeno roko. Dvoje dežel od tebe se ločuje. Glej, ena pada, druga gre v nebo. In zapuščen, nobeni ne pripadaš. Nisi teman kot hiša, ki molči. Nisi gotov, da večnost kdaj obvladaš, kot to, kar v noč kot zvezda zagori. In plaho, silno, večno nedoumno življenje ti polagoma zori. In omejeno zdaj spet razumno, med zvezdami in kamni se vrti. Vsi padamo, te roke, te oči, vsem je zapisan padec, neizbežno. A eden je, ki neizmerno, nežno to večno padanje v rokah drži. Gospod, daj vsakomur njegovo smrt. Naj bo njegova, kakor je življenje, in v njem ljubezen, smisel in trpljenje. Evgen Gantar. S prosojnimi očmi hodim zadihano skozi puščavski vihar, tja na goro skrivnosti. Sinaj, kraj šepeta in groma. Ležem v tišino obljubljene dežele. Le in roke grebejo za rajem, kjer Kain naj bi bil Abelu brat. Wow.
Slovesnost je končana. Gospod Eriko Jazbar, ki nam veliko pomaga in je tudi gonilna sila Goriških večerov in ostalih, bova položila zdaj ikebano in svečko tja za tisti pri tistem križu, tako da vas bom prosil, če lahko naredite malo prostora, ja, da bo šla mimo. Reprezentativno, no, lahko na ikebano smo napisali civilna iniciativa TBH, kakor veste, civilna iniciativa Tebe Boga hvalimo, smo tudi zapeli. Je pa malo simbolika tudi, gospa Erika Jazbar prihaja iz zamejske Slovenije in lahko predstavlja italijansko stran, jaz pa slovensko. Hvala, ker ste prišli, v tako lepem številu in ker smo tako lepo se spomnili naših in tujih ljudi, ki so tukaj tragično izgubili življenja, brez možnosti, da bi se kakorkoli branili, tako da res je to velik problem, to je naše breme in je prav, da ga rešujemo na civiliziran način. Hvala lepa, ker ste prišli in lepo nedeljo.